Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške televizije v februarju, ki se že nagiba h koncu, kar pa ne moremo trditi za zimo, saj se po napovedih vremenoslovcev prava in to polarna šele začenja. Naslednji teden pa nastopijo počitnice, čas oddiha in novih doživetij. Tisti, ki bodo ostali doma, lahko v počitniškem času obiščejo Slovenjebistriško knjižnico, kjer so pripravili za ves teden obilico kratkočasnic v obliki ustvarjalnih delavnic. Za ljubitelja belih strmin pa bo v času šolskih počitnic organiziran tudi smučarski avtobus na relaciji Slovenska Bistrica Trije kralji. In pa seveda nazaj. Odhod je z avtobusne postaje od 26. februarja dalje, ob 8. nazaj v dolino pa ob 13.30. Cena vozovnice je 6 evrov, kupite pa jo lahko kar na avtobusu. Toliko o počitnicah je pa ta teden zasedal Slovenjebistriški občinski svet. Pretekli teden pa otroški parlament. Bilo pa je tudi nekaj drugih dogodkov, o katerih več v informativni oddaji tega tedna, zato ste prijazno vabljeni pred male zaslone. Pretekli teden je zasedal medobčinski otroški parlament, v katerem so mladi parlamentarci kritično ocenili šolstvo in šolski sistem. V Slovenjebistriški knjižnici so lahko obiskovalci prisluhnili predavatelju dr. Iztoku Ostanu o ohranjanju imunskega sistema. Občinski svetniki pa so razpravljali med ostalim tudi o proračunu občine. V rubriki Lokalne novice v ospredje postavljamo seje občinskega sveta, ki je obsegala kar 23 točk dnevnega reda. V prostorih občine Slovenska Bistrica je v četrtek 15. februarja potekal 28. medobčinski otroški parlament na temo šolstvo in šolski sistem. Mlade parlamentarce je uvodoma nagovoril tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. O šoli za življenje, odnosih v šoli, metodah in načinih poučevanja ter o učnih vsebinah so razpravljali učenci in učenke iz 11 osnovnih šol občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. In kakšen je pogled učencev na šolski sistem in kaj predlagajo? Torej, mi vam bomo govorili o odnosih v šoli. Ime mi je Nino Pinter, sem iz osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Sem Ana Pučnik iz druge osnovne šole Slovenska Bistrica. Sem Ivo Aleksejev iz osnovne šole dr. Jožeta Pučnika. Sem Katja Košič in sem iz osnovne šole Gustava Širiha Laporja. Jaz sem pa Tin Hasičič iz osnovne šole Antona Ingoliča, podružnica Pragersko. Jaz sem pa Čarli Križan Stojnšek iz osnovne šole Anice Čeneve Makole. Na začetku smo se pogovarjali med odnosi med učenci in učenci. Videli smo, da je zelo malo spoštovanja med učenci ter veliko opravljanja. Delimo se na skupine, kot naprimer pametnejši, športniki, pa takšne skupine, ter veliko kritiziranje, slabi odnosi na. Potem smo tudi prišli na temo učitelji in učenci. Pač spoznali smo, da razni učitelji delajo kakšne razlike med učenci. V bistvu jih delijo na skupine učencev. Najljubši učenec, s tem smo v bistvu mi povedali, da je učitelj, kako bi rekel, po domače, preveč domač za samim učencem. Učitelj ni tam, da je z učencem prijatelj, ampak je tam profesionalno, da pač pouči skupino. Neopaznost učiteljev. Navezuje se na temu najljubši učenec. To najlažje je pač v bistvu predstaviti z primerom. Jaz sem učiteljev najljubši učenec, naredim neko napako, lahko je grozovita, lahko je pač malo manj pomembna, ampak to on sploh ne opazi, saj sem pač v bistvu noče me kaznovati ali bilo kaj. Subjektivno mnenje učiteljev, to se pa spet navezuje na neopaznost učiteljev, tako da je v bistvu ista razlaga. Torej, skozi leta so se na šolah pojavile razne spremembe in razni problemi tudi.
Danes je nekaj izmed teh problemov tudi mamila, ki so postajala vedno bolje dosegljiva okrog šole. Potem tudi razne seksualne, spolne teme se uporabljajo tudi v prvih razredih. Otroci prikazujejo zelo čudna dejanja že v mlajših razredih. Pomembno je tudi, kajti veliko otrok tudi zahaja v slabe družbe, ki jih spravi popolnoma iz karakterja. Šolski ukrepi na razna takšna dejanja se nam zdijo preveč mili, ter vpliv družine je vedno bil pomemben še danes. Zato smo prišli na temo, kakšni morajo biti odnosi. To pomeni med učitelji in učencev. Ne smejo biti, je boljše, da ni prijateljskih odnosov, vendar mora biti učitelj iskren do učenca. To pomeni, da ne sme biti razlike pri ocenjevanju in tudi, če nekdo naredi kakšno napako. Med učenci mora biti prijateljski odnosi, to pomeni, da se ne kritiziramo, če kdo naredi kakšno napako, mu to povemo. In nismo nesramni drug do drugega. Ljudi spoštljivost, to pomeni spoštljivost do starejših. Opazili smo tudi, da se mlajši, to pomeni učenci, obnašajo zelo nespoštljivo do učiteljev. Ja, in na to, da mora biti odkriti in nesramni, to pomeni, da če kdo naredi kaj narobe, mu to povemo, mu razložimo, vendar mu ne poskušamo prizadeti. Ok, rešitve in oziroma naši sklepi na koncu našega pogovarjanja so bili v bistvu, da veliki nosilci tega, kakšen bo otrok v prihodnosti in kakšna bo njegova dejanja, v kakšno družbo bo zašel, so v rokah staršev, najprej staršev. Torej, starš vzgaja otroka, mu privzgoji nekih navad, mu pokaže, kakšne vrednote so v življenju najpomembnejše. In zato potem tudi vpliva na otrokov razvoj in vključevanje v družbo. Potem drugi nosilci tega so učitelji. Učitelji imajo včasih zelo neprimerne ukrepe. Če bo nekdo poreden, pa bo učitelj rekel, dobro, zdaj pa prepiši eno stran iz učbenika in to bo zdaj tvoja kazen. Evo bo prepisal, lahko čez 5 minut naredi še eno napako, pa bo spet to. In to se v bistvu, to je nek krog, ki se ne konča in učenec se ne more naučiti do konca. Zato v bistvu je naš predlog tudi to, da bi učitelji začeli dajati kazni, ki so vzgojne, in bi se tudi učenci iz tega nekaj naučili. Ne vem, če je nek družbeni problem, da učenec dela družbeni problem, zakaj ne bi mogel narediti neke predstavitve, kjer bi ravno ta problem pokazal, kako on gleda na njega. Ne? V bistvu, da bi učenec lahko tudi svoje mnenje izrazil. In potem tudi na učencu je zelo dosti, da je tudi samokritičen, da se zna samo ceniti in pa tudi od njega je odvisno, kam bo zašel. Zdaj, da spet se to povezuje s starši, če mu starši dobre vrednote podajo, potem bo tudi on hodil po pravi poti in ne bo zašel v vse te probleme, kamor lahko današnja mladina zaide. Debata pa je zašla tudi v teme nekoč in danes odnosi in ugotovili smo, da je bilo nekoč več spoštovanja učenec do učiteljev, zdaj pa ga skoraj da več ni, saj učenci govorijo nazaj pri pouku oziroma se prepirajo, da tega niso naredili. Prav tako nekoč niso delali razlik glede znanja, zdaj pa se delimo na skupine, kar potem tudi vodi lahko do slabših odnosov. In nekoč so tudi imeli pravice do fizičnih kazni, zdaj pa tako rekoč kazni skoraj da ni več. Saj so zelo mile, da kot je povedala, da če prepišeš eno stran iz učbenika, boš ponovil napako. Najlažje je pač povedati na primeru, da pač nekoč, ko je otrok dobil slabo oceno, so bili starši v šoli in so krivili otroka, ne učitelja. Zdaj pa pač grejo starši v šolo in krivijo učitelja za slabo oceno, ne več toliko otrok. Kaj se zgodi, če imamo za polovico manj dobrih učencev in je polovica učencev zelo slabih? Imamo enega dobrega učitelja, 9 dobrih učencev, je rezultat 9. Kaj se pa zgodi, če imamo 18 najboljših možnih učencev, tak res elite, ki se vsega naučijo, imamo enega za nič učitelja. Pač kaj dobimo, ne? Rezultat je nič. Torej, tudi če je učitelj samo za 1/10 slabši kot od popoln,
Se pravi, imamo 0,9 dobrega učitelja in 18 najboljših učencev. Je škoda dosti večja, kot če bi bil samo en učenec, pač slab, je 16,2, pač, če sem prej računal. In pač, če ste poslušali prej Lukaja, ne? Luka je omenil, da bi se lažje naučili, če bi bil vsak učitelj izviren, ne? Zdaj pa mi povejte, ne? Če ste nas poslušali, ker to kar izvirno. Okay. V ponedeljek, 19. februarja, je v Slovenjebistriški knjižnici potekalo predavanje dr. Iztoka Ostana, docenta na Fakulteti za pomorstvo, in sicer na temo Klen imunski sistem. Dr. Iztok Ostan, ki je reden gost knjižnice, v svojih predavanjih o zdravju izhaja velikokrat iz lastnih izkušenj, saj mu le to v mlajših letih ni bilo najbolj naklonjeno. Odpornost človekovega organizma je odvisna od mnogih dejavnikov, kaj jo ogroža in kako ohraniti njeno klenost, razkriva predavatelj v nadaljevanju. Prehlajeni smo v povprečju 2 do 3-krat na leto in to jemljemo kot dejstvo, ne, da je to nekaj normalnega, pač fasal sem virus, kot rečemo po domače, ne, ampak poglejte, še kadar je največja epidemija gripe, ne, vsi dobimo virus, ne da ne, edino tisti, ki je res skrit, ne vem kje, kar je pač težko, vsi dobimo virus, ampak 30% jih zboli, 70% ne, pa imajo virus. Skratka, gre za vprašanje odpornosti proti virusom ali bakterijam. In ta odpornost se vidi, da v naravi ta kriterij 2 do 3-krat letno biti prehlajen, ja, če bi ga srna imela, ne, reka, ja, zdaj sem pa prehlajena, bom pa en teden tam pod smreko, kaj se zgodi, konc je, ne, pride volk in je konc bolniške in konc življenja, skratka v naravi ni bolniške in to je klen imunski sistem. Ne, da smo prebolimo 2 do 3-krat na leto, ampak pravzaprav, da teh obolenj ni, da imamo tako klen imunski sistem. Moja ambicija je pokazati, to smo mi uspeli v svojem življenju narediti, da praktično ni več prehladov, kako to narediti. No in jaz ne bom zdaj vsega, vemo, za klen imunski sistem imate polno stvari, pa je propolis, pa je ameriški slamnik, pa imate samento in tako naprej, polno stvari, tudi v prehranskem smislu, rabiš minerale, vitamine, vse te zadeve in dobiš na razne načine, ampak jaz bom pokazal pravzaprav eno glavno smer, ki izhaja iz mojega proučevanja. Tisto, kar je bilo prejšnji srečeno pokazano kot krepitev za starejše, iz tistih stvari, ne, kot smo iz teh izkušenj videli, pogledati, ali je tisto dobro tudi za klen imunski sistem. In dejansko je. Antioksidanti, ne, sem povedal, da sem se ozdravil z antioksidantom tipa FHS in kaj je zdaj to? Mi vemo, ne, kadar si prehlajen, začneš ščipati v grlu, je dobro je vzeti C vitamin, pa recimo limonin sok, sveže sokove, ne, kaj je zdaj to? To so razni antioksidantski napiti, pitki, to je vse lepo in prav in nam pomaga. Ampak kaj je s prehladom, koliko traja, če jemljemo to? 8 dni, tam si, ne, lažje greš skozi, ampak še vedno si bolan 8 dni. To je premalo za našo ambicijo, da bi to ustavilo. Moramo doseči, da pravzaprav to ščipanje se ne razvije naprej. No in imunski sistem večinoma, ne, ta bistveni del sestavljajo levkociti, bele krvničke, to imamo sliko krvi, tole rdeče so rdeče krvničke in imamo tukaj 5 tehle, ali jih je 6 teh plavih, to so levkociti. Bele krvničke, ki jih je raznih tipov. Tu bi lahko cel večer razpravljali, ne, o neutrofilcih, bazofilcih in ne vem kaj. Ne bomo to delali, mi bomo pogledali pravzaprav samo ta glavne tipe, ne, kako je glavne funkcije, ki jih ima imunski sistem. No, drugi del imunskega sistema je pa treba povedati, da je še recimo nastajajo levkociti v kostnem mozgu, ne, tukaj nastajajo, potem grejo one v limfni sistem, nastajajo tudi v priželcu, ampak samo do pubertete, torej tukaj je vir teh naših levkocitov in grejo potem v limfni sistem, v te limfne vode in imajo svoje kasarne, ker moramo vedeti, da levkociti so naša obrambna vojska, ne? In imajo svoje kasarne, to so te bezgavke, ki jih imamo tukaj, jih imamo mandli so in tako naprej, največ jih je v črevesju, jih je polno tam razporejenih. In kaj delajo tam levkociti? Ja,
oni čakajo, zorijo, ker jih je treba, morajo v času se tudi zoreti, najprej so ene prvobitne oblike in potem se diferencirajo, to je ena stvar, in seveda čakajo na priliko, na poziv, da nekje nekaj ščipa, ali si se udaril, ali je neka infekcija, kakorkoli že, in kadar je ta alarm, seveda grejo iz teh svojih kasarn ven po celem telesu, tja, kamor je treba, da je tam največja koncentracija. Vranica je še del, prižec, kaj smo rekli, manjne krvne poti, skratka, to je to. In zdaj, poglejte, koliko je tega. Tale imunski sistem je po teži 1,5 kg. To je približno toliko, kot so naša jetra, ki so naš največji organ. Že to nam pove, za vzdrževanje takega velikega organa je potrebno precej energije, ampak to je še ta manjša stvar. Ta glavni problem je naslednje, bomo videli, da je vsaka od teh limfnih cel oziroma levkocitov, vsaka je energetsko zahtevna. Bom pokazal zdaj na teh tipih. Poglejmo, kako deluje imunski sistem. Imamo 3 načine, kako nas branijo ta imunski sistem, zdaj bomo gledali samo levkocite. Prvi tip je požiranje ali fagocitoza. In ti so ti požiralke ali fagociti. Poglejte, tukaj rdeče krvničke, tele okrogle, tale je pa levkocit. To je kot neka ameba. Naša celica, ne da je ameba od zunaj. To je prišlo iz oplojenega jajčica matere, so vse kostne celice, tretje in tudi levkociti se razvijajo. Eni se razvijajo pravzaprav kot neko požiralko, amebo, in tukaj le spredi, gledajte, kako je majhna bakterija, to bo poskušala pojesti ta naš fagocit ali požiralka. To je ena zadeva, najprej bom naštel te vrste obrambe. Ta obramba je primitivna. Tako obrambo imajo tudi nevretenčari, se pravi, neka meduza tudi ima svoje celice obrambne, ki delajo na tak način. In v bistvu bi rekel neinteligentna, ni specializirana obramba, to so kot naši, bi rekel, vaška straža, po celem telesu jih imamo razprostrte, in 2/3 vseh levkocitov so fagociti. Skratka, to so fantje, porazporejeni po vseh vaseh notranjašnjega telesa, in kadar pride do težav, oni so prvi tam in rešujejo zadeve, potem pridejo šele specialci. Oni ne znajo s kemičnim orožjem, znajo streljati, recimo tako, preprosto, to je tudi bomo problem, da že zdaj malo pišem, oni streljajo kar v luft včasih. Zaradi signalizacije. Fagociti delajo proste radikale, strupe uporabljajo zato, da naredijo alarm. Alarm, da pridijo tudi fanti iz drugih vasi, kadar je treba. In seveda, ko streljajo, naredijo tudi kaj škode. Bomo videli, to je pri kroničnih vnetjih velik problem, to ne bomo danes bolj natančno pogledali, ampak nastane ta škoda, ki pri kratkoročnih vnetjih se potem popravi. Če pa dolgoročno vnetje, bomo vedeli, da fagociti sicer pomagajo, ampak delajo tudi škode in ti prosti radikali, strupi, ki jih delajo, pravzaprav uničujejo tkivo tam. Skratka, dvorezen meč, ki ga imajo ti fagociti. Drugo je celice plazmatke, tukaj je pa drugi način obrambe, te celice plazmatke ustvarjajo protitelesa. To je kemično orožje. In mi imamo tole celico plazmatko, to je levkocit, tukaj je bakterija, bakterija ima gor svoje določene kemikalije na svojem površini in ta dela plazmatka ustvarja protitelesa, ki se imenujejo imunoglobulini. Imunoglobulini, to so pravzaprav nevtralizatorji, in se prilepijo na določene kemikalije in jih nevtralizirajo, tako da recimo bakterija, ki poskuša narediti negativne učinke, ne more tega narediti. To so pa zdaj specialci. Prej smo videli, fagociti delujejo pri vseh obrambah na podoben način, tukaj pa imamo zdaj kemikalije za vsako stvar. Za ošpice imaš neke kemikalije, ki jih delajo, mislim, da so bakterije tam, ki to naredijo. Za drugo bolezen je drugo in potem se nekatere plazmatke zapomnijo, kaj je bilo pri ošpicah, ko si jih ti prebolel, in čez 20 let, ko pride spet epidemija ošpic, ti ne zboliš, ker imajo oni že narejene
te obrambne mehanizme. Govorimo o tisočih različnih kemikalijah, imunoglobulinih, specialnih za posamezne potrebe. In tretja vrsta obrambe je pa ubijanje lastnih bolnih celic. Imamo tukaj, gledajte, celico, ki je okužena z virusi. Virusi, gledajte, so delčki DNK, to so zelo majčkene zadeve, dosti manjše od bakterije, delčki DNK obkroženi z beljakovinami, ki nastanejo lahko v ptičih, ptičja gripa, če hočete, ali ljudeh, in grejo potem ven iz telesa. Zunaj se ne morejo zmnoževati in tudi, ko pridejo zdaj v gostitelja, da pridejo v nas, se ne morejo v krvi razmnoževati, tudi v limfi ne, samo znotraj celice. Pod pogojem, da je celica zakisana, mora biti pH nizek, in če smo mi zakisani, kar pomeni toksični, kadar smo mi lepo zapacani, takrat pride do viroze. Drugače pa nekateri pa ne zbolijo. Skratka, imamo to zadevo. Tukaj je zdaj celica, ki je okužena z virusi, in tu je celica ubijalka, ki poskuša to celico ubiti. In zdaj malo filmčka. A vidite, kako je to teče? To je tekač, to je šprinter, tale levkocit. Za razliko od rdeče krvničke tlele. Rdeča krvnička je zelo pomembna. Ona na svojem eritrocitu, na hemoglobinu nosi kisik. Vidite, zdaj ujela, pa pojedla lepo. In tale rdeče krvničke pa zapravo imajo lepo življenje. Vsi lepo naložijo kisik in jih lepo kri, kot na blazini pelje, kam jih je treba peljati. Ni se jim treba mučiti. Tale naš levkocit, ste videli, kaj moral narediti. Za tisto malco dobiti, on se je moral fajn potruditi. In ko je tam laufal, jaz upam, da nam je vsem jasno, da je rabil veliko energije. In to je zdaj to, da rabi veliko energije, da napravi svoje delo. Je energetsko zahteven. Podobno lahko rečemo za tukaj. Poglejte, kako se zdaj celica ubijalka. To je vse v realnem času, ni da so zdaj pohiteli filmček. Poglejte, kako se tale naša obrambna celica muči, da bi uničila tole z virusom okuženo. Skratka, spet pošteno delo, da zmaga proti virusom okuženi celici in počasi ta propada. Evo, spet energetsko zahtevno delo in to je tukaj še tretja stvar. Poglejte, plazmatka, kaj še zdaj? Aha, tole. Tale plazmatka tudi mora biti strašno pridna. Poslušajte tole številko. Vsako sekundo napravi do 2000 imunoglobulinov. Torej izstrelkov, teh kemičnih izstrelkov vsako sekundo 2000. To se ne moramo niti predstavljati, koliko hitro je to. Jaz sem šel malo pogledati, kaj pomeni brzostrelka danes. To ni una iz druge svetovne vojne, to je dosti bolj hitra in uspešna. Ampak recimo ta plazmatka uspe narediti 20krat več izstrelkov vsako sekundo, kot naredi najboljša puška. A mora biti pridna ali ne? To mora biti fajn proizvodnja, da to naredi. Skratka, vse te tri vrste naših obrambnih teles so izredno energetsko zahtevni. In kaj bomo zdaj rekli? Ja, če treba veliko energije, skratka, ko začneš čipati v grlu, kaj bomo zdaj? Kremšnite bomo jedli, kaj? Pa cvirke. Ne bo šlo. Zakaj ne? Zato, ker je tukaj zdaj tudi taka kalorična hrana naredi več negativnosti. Kot prvo, kalorična hrana naredi tudi odpadke, kisle odpadke, ker recimo v kislem okolju se virusi bolj razmnožijo, in tudi maščobna tkiva, če jemo veliko kalorije, maščobnih tkiv, vse maščobne celice naše, imamo posebne celice maščobne, tam so kronična vnetja. Skratka, to se treba zavedati, da veliko energije, da bomo zdaj veliko jedli po stari logiki, prazna vreča ne stoji po konci, tukaj med prehladom ne bo šlo. Vse tudi telo ti pove, da nimaš pravzaprav apetita, tam za popit finga, pač toplega čaja,
to še gre, ampak apetita takrat nimamo, telo samo pove, da z dodatno energijo, z dodatno hrano pravzaprav ne rešujemo tega problema. Torej, potrebno je reševati pravzaprav z večjim izkoristkom tista energija, ki noter žele pride nekaj, da to boljše izkoristimo in tukaj prihajamo zdaj do reklame za ta FHS, ki naredi 5-krat več energije in zato je tudi, vidite, ta učinkovitost imunskega sistema, ker ne zahteva vložkov energije noter in porabe v prebavi, ampak imamo to zadevo. Torej, tukaj je zdaj ta logika, zakaj je energetsko zahteven in zakaj je pravzaprav večji izkoristek, ki je na osnovi antioksidantskosti možen. V torek, 20. februarja, so se na 20. redni seji sešli občinski svetniki občine Slovenska Bistrica. Med drugim so potrdili letošnji občinski proračun. Določene spremembe so na področju investicij, ker so tu zajete investicije, ki so še nujne na osnovnem šolstvu in v tem delu je zajeto tudi potencialni nakup računalniške opreme, čeprav vem, ne. Gre za to, da bi naj občine imele dostop do nakupa, vendar morajo zagotoviti 50% lastnega deleža. Mislim, občine, šole, ne. Zdaj šole seveda praktično nemenega drugega vira občinskega nimajo, ne, in je pa to kar konkreten zalogaj, ne, tale nakup, ne. Če bo do tega pač prišlo, vendar treba to pač zajeti, ne. Zdaj v knjižnici je predviden to, kar smo že sprejeli odkup, prvi del odkupa prostorov za knjižnico Vošnjaka, predvsem, ne, potem pa so še tu druge investicije, predvsem na sakralnih objektih, kulturnih domovih, kar se tiče kulturnih društev, mislim, da so 4-5 društev, ki v tem trenutku obnavljajo domove, so tu nekaj sredstva zajeta. Gre pa za to, da mi tu praviloma planiramo sredstva, ki pomenijo materialne stroške, ne. Torej, za material izvedba je v domeni, praviloma v domeni društev samih, ne. Kar zadeva potem zdravstva, gre za to, da sta tu noter dve zadevi planirani, ne. Eno je nakup reševalnega vozila in druga stvar je dograditev torej zdravstvenega, ja, te ene etaže, ne. En del je zdaj tu zajet, nevezano je tudi na razpis, ki je objavljen, ne, ker je tam zdravstveni dom sam kandidiral za program, ne. Mi zadaj kandidiramo za, torej za sredstva za prostore, če bo šlo to skozi zdaj, in to delno rešuje tudi problematiko prostorsko, kar se tiče SURS-a, ne, se pravi satelitskega urgentnega centra, ne. Je pa res, da bo tam treba druge stvari še bolj sistemsko urediti, tudi kar se parkiranja vse ostalega tiče, tudi povezavi za zaščito tistega prostora od vidika naravovarstvenikov, ne. Zdaj, to je zdaj, kar se tiče družbenih. No, pa otroško varstvo, nekaj pa zagotavljamo ta sredstva za izvedbo 2 vrtcev, ki bi letos šla v izgradnjo, ne. Zdaj, kar se tiče Bistrčka, ker je pač dokumentacija bila nekoliko prej že v razpisu, ne. V zaključni fazi je razpisno, zdaj sedaj odvisno od tega, kako hitro bojo tekla, pa če ne bo revizija, tako naprej, ne, to bomo videli, ne, in potem takoj po sprejetju proračuna bomo pa razpisali še, no, treba še pač to izvedbeno dokumentacijo narediti PZI, ne, potem pa bomo razpisali tudi vrtec v Laporju in pa neke dokumentacije tu za Kebelšer, ne, to je še Kebelšer zadnje, ki temu okviru pač zapira ta prostor, ne. Zdaj, kar se tiče okolja in prostora, ne, najprej je komunalno varstvo, ne, tu je zdaj na tej redni dejavnosti, predvsem smo povečali nekaj sredstva za vzdrževanje zelenic, ne, pa za torej to urbano opremo, ne, in pa tiste zadeve, ki so vezane na pač tudi vodooskrbo in niso na projekti posebej zajeti, so tu, ne. Gre za vodooskrbo, gre tudi nekaj za odpadne vode, vendar je, kar se tega dela sredstva, je bistveno več na kanalizacijah, na investicijah zadeva zajeta, ne. Zdaj na cestariji smo mi zajeli torej predvsem tisti del, ki je vezan na novogradnje rekonstrukcije iz potreb, ne. Glede na zimo, ne, pa glede na obete, ki so pred nami, ne, se bojim, da bomo morali tu znotraj verjetno prerazporeditve peljati, vendar takrat, ko se proračun delal, še to ni bilo evidentno, ne, vsi smo mislili, da zima končana, ne.
zdaj ugotavljamo, da se šele zima pričela. Ne, tako da letos je pust bil prehitro, pa je naredil napačno potezo očitno, glede na napovedi. Zdaj, kar se krajevne skupnosti iz tega ostalega tiče, so se stvari ohranile, ne. V tem delu pol gre tu za urejanje prostora, tu je pač potrebe tudi za sprejemanje plana in manjše zadeve. Zdaj, kar se tiče gospodarstva, smo na teh podjetništvo pa celo sredstva nekoliko povečali, ampak bolj programsko, ne. Tudi na področju turizma, ne, predvsem projekte, programe, ne, tudi ta turistična signalizacija je tu zajeta, podobno za kmetijstvo. Tu sta recimo 2 ali pa 3 zadeve, ki jih je bilo smiselno spostaviti. Ena je sigurno ta, da tu letos planiramo sredstva za pri obstoječi program, za obstoječi jaz ne bom razlagal, ne, ker so pač tako leto isti že, ne. Gre tu za dodatno planiramo sredstva za tisti del subvencioniranja zavarovanj za vinograde in pa sadovnjake, ki jih občina sploh lahko financira, ne, ker mislim, da lahko 10% tega financira, ne, več ne smej. To je tu, ne. Potem sta pa 2 projekta, eden je vezan na te naše podobe in je ta živinorejska razstava. Ta projekt je tudi odvisen od projekta, ki je prijavljen na las, ne, tam stvari potekajo po slovensko hitro, no, kar se tiče odgovorov državnih organov, in pa potem druga stvar je pa čebelarski center, ki bi ga s tem v letošnjem letu tudi zaključili. Tudi tukaj v čebelarskem centru mi zagotavljamo predvsem sredstvo, moram reči, za material, ne, dočim delo pa to upravljajo sami, ne. In kar nekaj takih projektov pa nas društva peljejo, ne, kjer so zelo racionalno pelana, zato ker pač sami veliko naredijo s prostovoljnim delom, ne, se drugače nekateri stvari ne bi mogli, ne. Zdaj, kar se tiče stanovanjskega gospodarstva, pa ta del je pač več manj takšen, kot je vedno bil, pa nekaj bistvenih sprememb tu ni. Potem smo pa na projektih, ne. Zdaj tule, ta prva stvar, kar se tiče tega dela, so še stvari, ki so vezane na obstoječe kanalizacije in zapiranje teh kanalizacij na Pragerskem pa v Leskovcu oziroma na Starem Logu, ne. In sicer tam, ker so se v tem času tudi uspele določene služnosti pridobiti, ker je to pač vedno problem, ne. Gre za postopno zapiranje. Tu noter ni zajeta zgornja poskava, ne. Je posebej, ne. Potem, kar se tiče projektov na področju kulture, je nadaljevanje izvedbe grade na zgornja poskava, ne, ki je naš. Potem je dokončanje naselja Šmartno na Pohodu, to je predvsem treba dokončati, oziroma priklopiti se skupno čistilno napravo. Pol so tu noter ti projekti, ki smo jih že omenili, ne, ki so manjši projekti, kjer smo od Interregija do nekatere, ki smo dobili direktne razpise, direktno preko pač razpisov, ki so objavljeni v Bruslu. Potem so pa tukaj projekti, za katere verjamem, da bo že letos šli v realizacijo, oziroma so že ti realizacije, gre za Gladomest, gre za Tomšičevo, ne, za slovensko vse v okviru možnosti, potem izgradnja kanalizacijskega sistema, ta del je v bistvu projekt Jožef, pa nadaljevanje Jožefa in navezava na Vinarsko, ne, ker praktično nimamo priklopa še na čistilno napravo, ne, se pravi urejanje znotraj mesta Bisterca. Potem je pa tukaj seveda energetska obnova stavb, ne, tu pa so predvidena lastna sredstva in pa so financiranje iz kohezije, ne. Ta del mi planiramo, ker ostali del zasebni partner sam pokriva, ne. In pa to, kar sem že omenil, ne, kar se tiče, to pa je tudi odhodek na aglomeraciji Zgornja Poskava, ne, gre za torej ta projekt, za katerega sicer načrtujemo sredstva, ne, jaz mislim, da bo gro tega padlo tako v naslednje leto. Kot sem že omenil, upam, da bomo dobili to iz teh sredstev, ne, iz dogovora za razvoj regije. Zaenkrat še vse tako kaže, ne, po vseh razgovorih z ministri, vendar stvari potekajo zelo počasi, ne, vsaka stvar, za katero je predviden neki terminski plan, se zavleče za 2-3 mesece naprej, ne. Ampak dobro. Zdaj ostalo je potem, kar se tiče zaključkov stroškov financiranja, ne, tu sem že omenil, ne, da pač je velik del zgodbe ta refundacija, v bistvu nekaj pomeni odplačilo stavbne pravice, ki ni žuga kot kredit, ne, in pa zadrževanje, ki smo ga mi planirali, ter seveda rezervo. Zdaj bom še to reči, ne, tudi tam na cestariji, ne, je zadeva odprta tudi z vidika seveda čisto obnašanja narave, ne. Mi imamo že tam rezervo, ne, ki jo lahko namenimo, če pride do nekih
naravnih havarij, ne, ampak zdaj, če so zadeve večjega obsega, tista rezerva nekaj približno ne zadošča in je treba preusmeriti sredstva v bistvu iz cestarije, zdaj, če bojo pa kakšna, upam, da se to ne bo zgodilo, ne, tega se nihče ne želi, ne, ampak praktično vsako leto smo zdaj imeli s tem upraviti, ne, tu si delati iluzije, da ne bo, je seveda vprašljivo, ne, mogoče pa bo zdaj zima to tehtala, ne, če bo malo potegnila, pa bo ta del sama upravila, ne. Tak način smo mi potem tudi proračun z vsemi temi spremembami zaprli in zdaj dajem v sprejem proračun v drugem branju skupaj seveda z sprejetim amandmajem. Kdo je za, prosim? Ste prav prišli? 19. Dobro. 19 za, proti, prosim? Ni proti, torej tudi proračun sprejet, s tem zaključujemo to točko. Svetniki so sprejeli tudi nekaj investicijskih projektov, in sicer projekt Zapelje me, gre za sistem za izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest, ureditev križišča na Ratejevi ulici v Slovenski Bistrici, obnovo lokalne ceste Slovenska Bistrica-Pečke in novelacijo investicijskega programa za izgradnjo vrtca v Ozki ulici v Slovenski Bistrici. Občinski svet je med drugim imenoval tudi predstavnike občine v svet zavoda Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla, pred vrati pa so počitnice in naj bodo za vse polne doživeti in novih dogodivščin. Pa srečno do prihodnjič.